Damjan, a si že kdaj snemal podcast? Ne še. Ne, jaz tudi ne. Tako da je obema nekaj prvič pri teh letih. Docentu dr. Marku Pokornu, strokovnemu direktorju pediatrične klinike, se je v podkastu Zdravniške zgodbe pridružil izredni profesor dr. Damjan Osredkar, predstojnik kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na pediatrični kliniki. In seveda moj dober kolega in prijatelj. Spregovorila sta o redkih boleznih in pomenu zgodnjega odkrivanja. Kar bolezen dozame, tega tudi zdravljenje ne moreš nadomestiti, zato se trudiš v bistvu zdraviti in to zdaj lahko kar globalno rečemo za vse bolezni čim prej. In v bistvu, se pravi v predbolezenski fazi. Ko bolezen še možno, nima manifestna. Se je že zgodilo pri spinalni mišični atrofiji, da so vedeli, da plod ima recimo spinalno mišično atrofijo in se že imamo začeli zdraviti pred porodom. O načinu obravnave, ki jo imajo bolniki z redkimi boleznimi v Sloveniji. Je v bistvu zelo pomembna celostna obravnava teh bolnikov. Tipično v drugih državah bolniki hodijo od enega do drugega specialista, pri nas pa v bistvu pridejo enkrat na leto za 2 dni v bolnišnico, tam dobijo obravnavo prav vseh specialistov in smo že skoraj tako kot so družinski člani drug drugemu. O napredku zdravljenja in obetih, ki jih prinaša genska terapija. Meni je seveda največja uganka, kako pogruntati tisti začeten odmerek za prvega bolnika, kako do tega sploh pride. Ja, je to en skok v neznano. Si obsojen na en odmerek in to je to. Če bi dali še enkrat isto zdravilo, bi imunski sistem ta virus pokončal in v bistvu zdravilo ne imelo nobenega učinka. Se bodo morali razviti tudi neki inovativni načini financiranja tovrstnih zdravljenj, da bo v bistvu to lahko družba na nek način bolnikom omogočila. Ja. Mislim, mi v Sloveniji ni nujno, da smo samo uporabniki, da smo samo tisti, ki kupujemo draga zdravila, ampak mislim, da smo zdaj pa že pokazali, da v bistvu smo več kot uspešni tudi v tem, da zdravila sami razvijamo. In o prihodnosti, ki je, kljub zahtevnim diagnozam, lahko svetla. Ko bova spet, jaz mogoče še malo bolj siv, ti še malo bolj šlank. In bova lahko povedala v bistvu, kako smo začeli uspešno zdraviti marsikatero redko bolezen in da lahko to slovenskim otrokom tudi omogočimo. Damjan, a si že kdaj snemal podcast? Ne še. Ne, jaz tudi ne. Tako da je obema nekaj prvič pri teh letih. Torej, jaz sem, če še ne veš, Marko Pokorn, pediater, tudi mal infektologa, trenutno v vlogi strokovnega direktorja pediatrične klinike. Ti si pa izredni profesor Damjan Osredkar, predstojnik kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na pediatrični kliniki in seveda moj dober kolega in prijatelj. In danes se bova poskusila malo dotakniti enega, se mi zdi v tem sodobnem času zelo neke aktualne teme, ki je tudi mogoče v duhu časa, redke bolezni. Redke bolezni kot nek sinonim za individualnost oziroma za velik pomen individualnega v sodobni družbi. V bistvu vsak človek je na nek način center svojega vesolja in tako so tudi v bistvu na nek način redke bolezni postale zelo pomembne v današnji družbi. Redke bolezni seveda za nas, ki se ukvarjamo z bolniki, tudi z bolniki z redkimi boleznimi, predstavljajo velik izziv, tako glede diagnostike in pa še neprimerno večji glede zdravljenja. Kako pogoste so pri nas redke bolezni, v bistvu kako so na nek način sploh opredeljene in pa seveda zakaj predstavljajo tako velik izziv za medicino. Ja, redke bolezni so v resnici
z nami, kot veš, odkar človeštvo obstaja, samo da včasih nismo niti vedeli, da določena oseba ima eno redko bolezen. Pogosto so ljudje tudi umrli, da bi prišli do diagnoze. Danes pa medicina napreduje in v bistvu imamo več možnosti, tako za diagnosticiranje, kot tudi za obravnavo in v končni fazi tudi za zdravljenje. Tako da jaz mislim, da pri nas v Sloveniji redke bolezni v resnici niso bolj redke ali pa bolj pogoste, kakor v drugih predelih Evrope. Seveda so pa določene bolezni v nekaterih področjih pogostejše kot na drugih v Evropi. To je pa po naravi tako. In v bistvu redkih bolezni, zdaj številke se malo razlikujejo, ampak je recimo okoli 8 000 in v bistvu čeprav ta številka je kar velika, je posamezna bolezen tako redka, približno na enega od 10 000 rojenih novorojenčkov se pojavi, da če to skupaj zmnožiš, nekako teh bolnikov z redko boleznijo v končni fazi ni več tako zelo malo. Za posamezno bolezen so ekstremno redke, lahko se zdravniki nikoli ne srečamo z neko redko boleznijo, čeprav bi se mogla, delaš na področju, kjer bi se taka bolezen oziroma bolnik s tako boleznijo lahko zaznal in bi ga lahko obravnavali. Lahko pa je teh bolezni nekaj več in imamo več izkušenj s tem. Ampak kot celotna skupina bolnikov, se pravi bolnikov z eno od redkih bolezni, teh pa v Sloveniji ni toliko malo, prek 100 000 takih bolnikov živi z redko boleznijo in to pa je v bistvu kar velik del slovenske populacije ali pa evropske populacije, svetovne populacije in zato je pomembno obravnavati te bolnike in jim pomagati. In v luči tega, da se medicina zelo hitro spreminja, da prihajajo nova zdravljenja, je postajalo to področje toliko bolj zanimivo, zato ker v preteklosti tudi če smo bili dovolj uspešni pa diagnosticirali tako bolezen, nismo mogli zelo veliko pomagati, danes pa lahko naravni potek take bolezni zelo spremenimo. In če dam najbolj dramatičen primer, recimo pri spinalni mišični atrofiji so otroci, ki so imeli tip 1 v preteklosti do 2. leta umrli, danes pa, čeprav imajo smrtno bolezen, lahko živijo ne samo dlje, ampak lahko živijo povsem normalna življenja, tako kot zdravi vrstniki, čeprav imajo v svojem genomu zapisan eno tako smrtno bolezen. In to je pa res velik dosežek sodobne medicine. In v bistvu je to tak primer, ki zelo vleče, ki je v bistvu in tudi zdravnikom daje upanja in tudi bolnikom, da bi tudi za druge bolezni poskušali najti tako uspešna zdravila in pomagati tem bolnikom. Kako bi mogoče na tako jasen ali pa razumljiv način, prav na primeru spinalne mišične atrofije, pojasnil, kako v bistvu z na nek način enkratnim zdravljenjem lahko dobesedno pozdraviš bolezen? Ja, v bistvu spinalna mišična atrofija je bolezen, kjer je okvarjen en gen, ki proizvaja beljakovino, po angleško se imenuje survival motor neuron protein, ki ščiti motorične nevrone, se pravi živčne celice, ki povezuje hrbtenjačo z mišicami. Zaradi tega ti motorični nevroni propadajo in bolnik postaja vse bolj ohlapen in to se kasneje pozna tudi pri mišicah za dihanje in v bistvu lahko bolnik recimo se težko izkašljuje, je bolj dovzeten za okužbe in je s tem v bistvu lahko se njegovo življenje krajše, ker ga te okužbe lahko stanejo življenja. In v bistvu imamo pa še en drug soroden gen, ki pa je majčkeno spremenjen, ampak samo 10 do 15% te beljakovine proizvede. In imamo danes v Evropi, v svetu, 3 zdravila, ki uspešno nekako spodbujajo ta SMN2 gen ali pa nadomestijo SMN1 gen, da lahko pri bolniku potem dobimo normalne koncentracije te beljakovine. In v bistvu, če smo prej, ko smo opazovali tazga bolnika, samo videli, da ta bolezen napreduje, da motorični nevroni propadajo, bolnik je vse bolj ohlapen, zmeraj več nekih kliničnih znakov je prisotnih. Danes lahko s tem, ko bolnika zdravimo, to bolezen povsem zavremo ali pa vsaj zelo močno zavremo. In še več, če v bistvu uspemo bolnika najti v fazi, ko se bolezen sploh še ni pokazala, tako klinično nemi fazi ali pa presimptomatski fazi in ga začnemo zdraviti, lahko pričakujemo, da razvoj tazga otroka v bistvu še toliko boljši. Tako da lahko, kot sem rekel prej, lahko povsem normalno poteka. In v Sloveniji imamo zelo posluh za
napredek v medicini in mu zelo skrbno sledimo in hitro sledimo. In v bistvu smo že zelo hitro vpeljali presejanje otrok tudi za spinalno mišično atrofijo. V Sloveniji, kot veš, že dolga leta tečejo vrsta presejanj in to zelo uspešno. In smo v tem sigurno med boljšimi državami v svetu. Ampak s tem, ko imamo tudi spinalno mišično atrofijo, mi že pri novorojenčku v recimo enem tednu, imamo dokončno diagnozo, da ta otrok, čeprav nima kliničnih znakov, nosi to bolezen in mi lahko takoj začnemo v bistvu zdravljenje. In v bistvu s tem, ko nadomestimo to manjkajočo beljakovino, preprečimo propadanje motoričnih nevronov in v bistvu popolnoma spremenilo naravni potek. Tako da v bistvu to bolezen zdravniki na novo spoznavamo zdaj. Prej smo imeli več podtipov, nekateri bolniki niso nikoli sedeli pa hodili, drugi so sedeli pa niso nikoli hodili, nekateri so shodili pa pol zelo postopoma izgubljali. Danes tudi bolniki, ki so v preteklosti recimo drugega leta umrli, lahko shodijo in v bistvu jih prepoznavamo zdaj kot neke nove subtive teh bolezni. Tako da se res zelo veliko spreminja. To zdravljenje za spinalno mišično atrofijo je zdaj na voljo koliko časa? Enih 5? Ja, prvega bolnika smo mi v bistvu 2017 zdravili. Takrat smo v bistvu po protokolu sočutne rabe dobili zdravilo nusinersen in v bistvu smo ga dobili celo zastonj za naše bolnike od podjetja, ki ga proizvaja, tako da so bili zelo hvaležni. Smo v resnici malo potem, ko so bili prvi bolniki zdravljeni, začeli zdravljenje tudi slovenskih bolnikov. Potem pa, ko je pa EMA to potrdila in zavarovalnica slovenska to, odobrila, smo pa potem prešli na zdravljenje vseh bolnikov s spinalno mišično atrofijo s tem zdravilom. Tako da zdaj imamo že kar nekaj izkušenj, se pravi 8 let s tem zdravilom, z drugima dvema zdraviloma malo manj, zato ker sta kasneje prišli zdravili, ampak smo pa z vsemi zdravili že zdravili tudi v Sloveniji. Aj kaj podatkov, tako, ker tukaj je na nek način se domneva, da ko enkrat z gensko terapijo neko redko bolezen zdraviš, naj bi jo pozdravil. Je pa seveda vse to neka domneva, da bo ta na novo v bolnika dani gen, ali bo se ohranil svojo ekspresijo, se pravi, ali bo ta bolezen res dokončno pozdravljena. Koliko časa zdaj vemo, da je ta učinek genskega zdravljenja, recimo pri spinalni mišični atrofiji, se ohranja? Najprej moram povedati, da vse 3 terapije niso genska terapija. Nusinersen je protismiseln oligonukleotid, ki se ga daje intratekalno, se pravi, se ga vbrizga v tekočino, ki obdaja možgane pa hrbtenjačo. Risdiplam je zdravilo, ki ga perosi jemljajo. Te dve zdravili modificirata, kako se SMN2 gen izraža. Prav genska nadomestna terapija ali pa angleško še boljši izraz gene addition therapy, zato ker mi ne nadomestimo okvarjenega gena, ampak dodamo zdrav gen v jedro bolnikovih celic. Se pravi, ta terapija pa je pa to, kar razumemo ponavadi pod gensko terapijo. In seveda imaš prav, je v bistvu kar nekaj odprtih vprašanj. Živčne celice imajo to dobro lastnost v tem kontekstu, da se bolj počasi razmnožujejo in v bistvu, ker z vsako delitvijo se tudi to zdravilo razdeli med hčerinske celice. Moramo vedeti, da včasih so mislili, še Ramon Cajal, ki je bil oče nevroznanosti, je rekel, da ko enkrat človek odraste, da v bistvu potem se dogaja samo propad živčnih celic. Danes vemo, da v bistvu celo življenje lahko se nastajajo novi nevroni in da se ta nevrogeneza... Ni tako slabo. Ni tako slabo. Ja, za živčeve. Če si recimo fizično aktiven, če si v okolju, ki je zelo stimulativno, lahko ta nevrogeneza pospešiš, po drugi strani pa recimo nekaj zelo traumatične izkušnje, recimo ločitev matere od otroka, lahko taka prisilna, ki neko breme lahko zavre nevrogenezo. Tako da hočem reči, to deljenje celic se dogaja, ampak se dogaja precej počasneje kot kakšnih drugih človeških tkivih. In zato v bistvu to zdravilo vseeno ostaja dlje časa v celicah, kjer mora biti. In zaenkrat v bistvu domnevali so, da mogoče recimo, da bo začel učinek zdravljenja z genskim nadomestnim zdravljenjem pojenec s časom. Ampak zdaj, ta prvi bolniki so stari zdaj približno 10 let in zaenkrat ni indicev, da bi v bistvu to zdravilo učinkovito zgubljalo s časom. Je pa dejstvo, zdaj se je pojavilo tudi
terapije za druge bolezni, recimo za Dušenovo mišično distrofijo, ravno tako genske nadomestne terapije, kjer pa ne poskušamo zdraviti živčnih celic, ampak mišične celice. Mišične celice pa so čisto fiziološko, se hitreje obnavljajo, tam pa je za pričakovati, da recimo je ta učinek potem krajši, in recimo za eno od teh zdravil so mislili, da recimo po 5 letih bilo treba v bistvu bi učinek pojenil in bo treba neke druge rešitve potem začeti iskati. Je pa dejstvo, da eno stvar, ki se treba zavedati, je, da z gensko nadomestno terapijo, kakršno jo poznamo danes, kjer v virus, ki ga spremenimo, zapakiramo ta zdrav gen. S tako terapijo mi v resnici lahko načeloma zdravimo bolnika samo enkrat, zato ker potem tako močen imunski odziv dobi na ta virus bolnik, da če bi dali še enkrat isto zdravilo, bi imunski sistem ta virus pokončal in v bistvu zdravilo ne imelo nobenega učinka. Še preden bi v bistvu prišel virus do celice, bi v bistvu imunski sistem zadevo neutraliziral. Vse to sem hotel, se si že odgovoril na moje naslednje vprašanje, dejansko kako genetski material v človeško celico spraviti na v bistvu nekak neboleč in najbolj naraven način. Ja, v bistvu izbereš, način, kako se tako gensko terapijo naredi, je tako, da vzameš virus, s katerim se ljudje običajno ne srečamo, ampak izbereš pa tak serotip virusa, ki recimo za primer spinalne mišične atrofije, kjer hočeš, da genski material prineseš v osrednje živčevje, ki preide hematoencefalno bariero, se pravi ta neko naravno bariero med žiljem in v bistvu možgani, ker naši možgani so evolucijsko zelo dobro zaščiteni pred nekimi zunanjimi dejavniki. Ta virus zna priti s to naravno prepreko in okuži te celice. Ampak virus je tako spremenjen, da se sam ne more razmnoževati, s tem lahko veliko bolj natančno odmerjamo dozo zdravila. In v bistvu načina, na kjer ga lahko damo tako zdravilo, je več. Za Zolgensma, recimo, ki je za spinalno mišično atrofijo, se da to intravenozno. In v bistvu se samo zdravljenje je res trivialno, to v bistvu oblike infuzije enourne steče in to potem pride v bolnikovo kri, pride v osrednje živčevje, tam pa potem ta virus okuži celico dejansko in ta zdrav gen v bistvu pride v jedro bolnikove celice in tam v bistvu začne proizvajati potem to beljakovino, ki v tej celici drugače manjka. A daste kakšno zavoro imunskega sistema, a daste kaj, da vnetje zmanjšate oziroma da je telo bolj voljno sprejeti ta virusni vektor in novi gen? Ja, to imaš zelo prav, v bistvu vseeno gre za okužbo z virusom in telo se pred tem naravno brani. In poleg tega, če daš zdravilo intravenozno, potem v bistvu velik del tega virusnega bremena pride v jetra, ki pomagajo ščititi telo tudi pred okužbami, ampak in skozi to jetra dobijo velik odmerek tega zdravila, čeprav si ne želimo, da bi tam učinkovalo, in pride do take akutne jetrne odpovedi, skoraj praviloma pri vseh bolnikih. Pri novorojenčkih recimo so to drugačna bitjeca, da v bistvu je ta stranski učinek zelo majhen, se skoraj ne pozna. Pri starejših otrocih je pa lahko zelo pomemben in so lahko zelo bolni ti otroci. Ampak da to preprečimo oziroma da zmanjšamo ta stranski učinek, pa že pred zdravljenjem začnemo zdravljenjem steroidi, in v bistvu, ki jih 1 mesec bolnik prejema, potem pa, če se ti parametri, recimo jetrni cimi v tem primeru, začnejo spuščati pod neke vrednosti, ki so naprej določene, začenjamo pa potem to zdravljenje steroidom zmanjševati in ga v končni fazi smo pri vseh bolnikih že ukinili. Koliko časa je pa tako otrok v bolnišnici, recimo za zdravljenje spinalne mišične atrofije? Ja, pri nas smo malo bolj previdni, mogoče kje, ki ima več izkušenj, se potem lahko privoščijo, da v bistvu to naredijo z manj varnostnega roba. Mi bolnika v bistvu sprejmemo, recimo, če se odločimo, da bomo zdravili bolnika v ponedeljek, zato ker tukaj je zelo treba vedeti, da zdravilo posebej odmerijo za bolnikovo težo na desetinko kilograma, se pravi,
zdravilo pride zapakirano točno za določenega bolnika. In recimo, če bi bolnik bil bolan, moramo tako zdravilo propade in drugi odmerek dobi kasneje, ko je redu. Tako da mi recimo bolnika sprejmemo tipično četrtek, petek, ga zelo natančno ocenimo, potem pa ga damo eno sobo. Mislim, imamo pa eno posebno sobo, ki jo čisto razkužimo, praktično je aseptična tista soba in potem pred zdravljenjem bolnika prestavimo tako aseptično sobo. In tam tudi potem v to sobo vstopamo vse osebje, ki ima s tem bolnikom opravka. Smo zaščiteni z plašči, z maskami, očali. In tudi en starš v bolniku biva in ta ne zapušča tiste sobe. Tako da mi potem en teden bolnika imamo tako zelo skrbno izoliranega. In to zaradi tega, ker v bistvu se je izkazalo iz izkušenj iz drugih držav, da recimo neka poredna okužba, ki bi šla s takim zdravljenjem, je pa lahko zelo nevarna ali celo smrtna. In v bistvu zato res poskušamo narediti vse, kar lahko, da bolniku preprečimo, da bi bolnik z neko sporedno okužbo. Da bi v inkubaciji neke nalezljive bolezni prišlo. Da po enem tednu se pa potem, če vse gre tako, kot mora iti, bolnika pustimo domov, ampak z navodili, da seveda se mora držati, recimo izogibati stikom z drugimi ljudmi, ne smejo nakupovalna središča hoditi, karkoli taka standardna priporočila za zmanjševanje možnosti okužbe. No? Če že se na socialnih omrežjih družijo, ne pa... tako. Okay, super. In potem, ko gre pa iz bolnišnice, ko je pa v bistvu to zdravljenje, pa ta akutna faza, morda ta mesec dni, recimo tudi ta jetrna faza enega hepatitisa oziroma vnetja jeter, ko je pa to izzveni, potem je pa... Ja, bolnika najprej spremljamo ga ves čas. V resnici imamo vse te bolnike zelo, itak z njimi, ponavadi smo že skoraj tako kot so družinski člani drugemu in smo zelo v tesnih navezah in je to res tudi zelo pomembno, to sodelovanje, ne? Zato, ker v bistvu oni vejo, da se lahko na nas obrnejo kadarkoli, hkrati pa mi vemo, da v bistvu upoštevajo naše navodila, zato je to sodelovanje res pomembno. Tako da medsebojno zaupanje je najbolj. Je to bistveno za vsa zdravljenja v resnici, ne? In ta vez ostane in v bistvu tudi, če bolnik gre domov, smo ves čas v navezi in starši pišejo po elektronskih poteh in se pogovarjamo o stvarih, tudi potem, ko enkrat niso več skrbno nadzorovani. Ampak tako da v bistvu po enem mesecu se lahko zelo sprostimo, ampak še zmeraj pa mi vse bolnike z redkimi boleznimi, z živčno-mišičnimi boleznimi, ki so redke, v bistvu vsaj enkrat na leto vidimo, kjer jih za 2 dni sprejmemo v bolnišnico. Vsi specialisti iz multidisciplinarnega tima, ki ga imamo na pediatrični kliniki, res fantastično deluje, potem pridejo do bolnika, preverijo, kakšno je stanje in ustrezno ukrepajo, če se izkaže, da ima otrok težave. In v tem recimo smo pa na pediatrični kliniki res v sami špici, zato ker tipično v drugih državah bolniki hodijo od enega do drugega specialista, pri nas pa v bistvu pridejo enkrat na leto za 2 dni v bolnišnico, tam dobijo obravnavo prav vseh specialistov in lahko potem res vodimo te bolnike v skladu z najbolj sodobnimi smernicami in jim nudimo vso pomoč, ki jo tak bolnik v bistvu potrebuje celo življenje. Tako da te bolnike ves čas v bistvu jih spremljamo skrbno, ker treba je vedeti, da tudi pri genski terapiji, recimo, ki je sodobna, pa kjer se pogovarjamo o tem, da smo bolnika ozdravili, dejansko nekaterih aspektov bolezni vseeno še ne znamo zavreti. Tako da v resnici, da bi bili ti bolniki povsem ozdravljeni, se nažalost še ne zgodi. Lahko to bolezen res tako zavremo, da zgleda, kot da je bolnik povsem zdrav, za dolg časa celo, ampak čisto vseh aspektov pa recimo vidimo, da ne znamo. Recimo skolioza se tipično lahko poslabša pri teh bolnikih, bolj pogosto kot recimo pri zdravi populaciji, tako da jih imamo ves čas nekako pod nadzorom. To se mi zdi, da so te bolezni praviloma res lahko prizadenejo številne organske sisteme v telesu in je v bistvu zelo pomembna celostna obravnava teh bolnikov. Ne glede na to, ker seveda to, kar vemo za spinalno mišično atrofijo ali pa za kakšne tudi recimo prirojene okvare imunosti, kjer je transplantacija lahko tudi v bistvu res zgodna v bistvu rešitev oziroma ozdravljanje bolezni, je pomembna pač celostna obravnava. Se pravi, da res ekipa strokovnjakov za tacga bolnika skrbi,
ne samo, kar se tiče somatske obravnave medicinske, ampak tudi konec koncev je ključna diagnostika, v bistvu laboratorijska, se pravi genetska, da je tudi laboratorijski del, se pravi del te ekipe. In pa seveda tudi se mi zdi, še posebej v zadnjih letih, to vedno bolj pomemben aspekt našega dela, se pravi celostna podpora družine, se pravi tudi psihološka podpora, neko soočanje z boleznijo in pa tudi socialni aspekt bolezni, se pravi, da ima družina v bistvu na nek način možnost biti deležna podpore v vseh ozirih v bistvu teh težkih preizkušenj. Ja, se strinjam, da je to sodelovanje različnih specialistov res ključno in recimo pri enem od bolnikov, ko smo mu dali gensko terapijo, prišlo do zapleta, zelo redkega zapleta, trobotične mikroangiopatije in recimo s pomočjo profesor Levertove, ki je takoj pristopila zraven, smo potem to zelo eleganten rešili, čeprav je to recimo zaplet, ki lahko se tudi ima slabši izid, smrten izid, če gre stvari res zelo narobe. Tako da, ali po drugi strani recimo v našem multidisciplinarnem timu že od vsega začetka delujejo psihologi, in ki spremljajo stanje bolnika, in v bistvu pomagajo in otroku, tako kot si rekel, in družini, in v tem recimo imajo naši bolniki prednost, ker to tako v bistvu zelo skrbno sestavljenega tima vseh specialistov imajo redke države v bistvu, ali pa morajo bolniki sami poiskati nekje drugje pomoč, pa je ta težje dostopna, tule pa v bistvu je to vedno čist pri bolniku in je to super v bistvu. Koliko je pomembna pri recimo tej prepoznavi in pozdravljanju redkih bolezni tudi vpetost v te RN, se pravi mednarodne mreže referenčne za redke bolezni? Ja, tukaj mednarodno sodelovanje je res bistveno, zato ker dostikrat, tako kot vidimo danes, pojavi se neko novo zdravilo, ki recimo niti ni FDA pa EMA nista odobrila. Tipično se začnejo starši, danes so vsi zelo dobro informirani, z take informacije zelo hitro pridejo in začnejo starši takoj spraševati, v bistvu, kdaj bo pa to pri nas, pa bi mi lahko šli v kakšno študijo. In mi tukaj v bistvu, če si dobro vpet v to mednarodno okolje, potem lahko zelo pospešiš tako sodelovanje. Recimo, sej velikokrat se zgodi, da recimo za duševno mišično distrofijo ali pa spinalno mišično atrofijo, da države, kjer tečejo te velike študije, niti ne iščejo teh manjših držav, kjer je bolnikov relativno ali pa procentualno manj, zato ker ima dovolj lastnih bolnikov. Tako da mi se sicer trudimo in kot veš, smo recimo raven za duševno mišično distrofijo sva uspela se dogovoriti, da bi en bolnik, ki takrat ni bil več mobilen, ampak so točno take bolnike iskali v eni študiji v Rimu, sva ga uspela spraviti v to mednarodno študijo, pa je pa žal prišlo do tega, da je zaradi enega ljubkega dogodka v tujini, da so tako to študijo ustavili in nismo uspeli ga spraviti. Tako da mi zelo pomagamo bolnikom, da v take študije vstopajo, kadar je to možno. Velikokrat pa te velike države ne iščejo bolnikov iz tujine. Razen, če so pa te bolezni res tako redke, da gre za par bolnikov na svetu, takrat pa potem niti ta geolokacija ni problem in tipično najdemo pot, da bolnike spravimo tako študijo. Tako da to je recimo prvi aspekt, tako vključevanje v študije. Drugo je to, da v bistvu velikokrat potem, ko enkrat te študije tečejo, pa so nekatere objavljene, nekatere niso, je v bistvu še zmeraj teh informacij zelo malo, in v bistvu težko se zdravniki odločamo, ali je recimo neko zdravljenje smiselno ali ni. Bolniki tudi imajo svoje vire informacij in to nekako procesirajo, tako da je potem recimo na teh mednarodnih kongresih zveš nekaj teh insiderskih informacij, še preden so objavljene v nekih znanstvenih časopisih. Dostikrat pa je v resnici treba, gre za neke osebne izkušnje raziskovalcev, ki so te študije vključeni, ki jih niti na kongresih ne predstavljajo. Tako da, če imaš takšna poznanstva in recimo v RN mrežah tipično potem taka znanstva vzpostaviš, lahko si pomagaš s take informacije. Ali pa recimo imaš bolnika, ki zaradi nekih parametrov se ne veš točno, kako bi se odločil, potem zelo pomaga, če lahko vprašaš najboljše strokovnjake na svetu, pa rečeš, kako bi pa ti to naredil, bi ga zdravil ali ne, in potem v bistvu imaš še nek argument zraven. Tako da v bistvu
ta mednarodna vpetost je danes res bistvena in smiselna in na pediatrični kliniki mislim, da smo res fantastično vključeni v te mednarodne mreže, ne samo na področju nevrologije, ampak na vseh oddelkih pediatrije in nam to v bistvu koristi in je mi lahko ponos, da smo tako dobro vključeni. Ja. Kako pa gledaš to razliko recimo glede regulatornih organov in odobritev zdravil, recimo to, kar smo zdaj tudi videli na področju recimo res duševno-mišične distrofije, ko je eno zdravilo ameriška agencija za hrano in zdravila nekako odobrila, medtem ko Evropska agencija za zdravila je pa v bistvu dolgo časa tehtala in tudi zdaj nedavno dala pa v bistvu negativno mnenje. A so kakšne razlike v nekako ameriškem regulatornem postopku, evropskem, pa tudi v bistvu kaj pol to za recimo za neko državo in za uvedbo zdravljenja v posamezni državi pomeni? Ja, bom začel pri koncu. To v bistvu, da je več teles, ki odločajo o tem, ali znanstveni dokazi so dovoljšni, da lahko rečeš, to zdravilo je varno in učinkovito, ker sta dva osnovna predpogoja za to, da je recimo neko zdravljenje potem odobreno. To, da ti recimo ameriška agencija odobri zdravilo, evropska pa ne, se je zgodilo pa tudi obratno, predstavlja kar velik problem, zato ker bolniki seveda so danes, cel svet je globalna vas in v bistvu vse te informacije pridejo takoj do bolnikov in prav je, da pridejo do bolnikov. Je pa dejstvo, da si včasih potem bolniki ne znajo ali pa družine ne znajo teh informacij tolmačiti na način, kakor ga mogoče zdravniki vidimo. In ja, obstajajo razlike. Mislim, da ta ameriška agencija je predvsem rabijo manj v bistvu nekako dokazov o učinkovitosti, je dovolj, da obstajajo neki podatki o varnosti, da takšno zdravljenje odobrijo, ampak moramo razumeti, da ameriški sistem zdravstveni zelo drugače funkcionira kot večina sistemov v Evropi in da to, da je zdravilo odobreno, da ga FDA odobri, še ne pomeni, da bojo bolniki, ali pa še sploh pa ne vsi bolniki dejansko dobili. In da prvošča si ga lahko tisti, ki imajo ta prava zavarovanja. In seveda to še pomeni, da v bistvu en majhen delež bolnikov dejansko dobi to zdravilo. Medtem ko recimo v Evropi pa veliko bolj skrbno, tipično so bolj rigorozna ta pravila in zahteve za to, da neko zdravilo je odobreno, ampak dejstvo je, da tudi ko ga Evropska agencija za zdravila odobri, recimo vsaj v Sloveniji, to pomeni, da takšno zdravljenje potem mora biti dostopno tudi za vse bolnike v Sloveniji in to zdravljenje tudi zavarovalnica plača. Zato v bistvu je EMA bolj zadržana, ker imamo pač bolj socialno naravnane zdravstvene sisteme v Evropi, kar mislim, da je prav in je super, da je tako, ampak seveda in tudi mislim, da je prav, da EMA bolj rigorozno odloča o tem, oziroma tako, da odloča tako, da v bistvu mora biti res dovolj dokazov, znanstvenih dokazov, da neko zdravilo odobri, ker s tem v bistvu je v korist bolnikov, je v korist zdravstvenih sistemov in jaz tukaj popolnoma zaupam njihovi odločitvi in zato tudi težko nekako sprejemam dejstvo, da potem nekatera društva ali pa skupine bolnikov pač pritiskajo, pa probajo drugače tolmačiti odločitev EME, pa reči, ja, EMA se je tako odločila, ampak niso upoštevali teh in unih dokazov. Tak, ki to trdi, po mojem premalo ve o znanosti, da bi lahko karkoli v tem smislu trdil, zato ker EMA ima v resnici vse podatke o varnosti zdravila, o učinkovitosti zdravila in je dejansko edina, ki lahko o tem odloča. To ne more biti ne neko društvo, ne jaz, ne kdorkoli drug, ampak je v bistvu v olajšanju vsem, da imamo takšno telo v Evropi, ki pač to zna presoditi in so tam strokovnjaki, ki to presojajo. Je pa seveda zelo kompleksna situacija, ki veliko enih čustvenih pritiskov lahko povzroči, pa bolniki vidijo, ja, v Ameriki je odobreno, v Evropi pa ni, naš otrok pa je tik pred tem, da bo nehal hoditi, moramo nekaj narediti in potem jaz razumem stisko teh družin, zelo sočustvujem z njimi in zato se zdravniki na pediatrični kliniki tako trudimo, da bi probali najti legitimne načine, da bi tem otrokom pomagali, ampak mislimo pa, da z glavo skozitjati in delati stvari po svoje je pa najslabša možnost. In recimo raven za bolnike z duševno-mišično distrofijo,
genska nadomestna terapija, zdaj ni odobrena strani EME, ampak imamo 2 novi zdravili, nov steroid, ki ima manj stranskih učinkov, vamorolon, ki smo ga že predpisali večjim bolnikom, in pa eno novo zdravilo, ki tudi pomaga vnetje v mišicah zmanjšati dovizat, ki pa je ravno tako odobreno strani EME in bo v kratkem tudi zdravniška zavarovalnica to odobrila in bo možno bolnikom to predpisovati. Tako da in mislimo, da je bolj varno in za bolnike boljši, a ne da začnemo bolnike zdraviti s temi zdravili in jim kupiti čas, dokler ne bo na voljo recimo neko zdravilo, ki bo pa dejansko, tako kot recimo pri spinalni mišični atrofiji, noč spremenila v dan in bo vse bistveno boljši. In če greš na kakšnega od teh mednarodnih kongresov, kjer lahko spremljaš ali pa bereš članke z tega področja, vidiš, da na teh predkliničnih modelih, da v bistvu je idej, kako pristopati in kako izboljšati učinkovitost terapije, je ogromen in nekatere terapije vsaj na živalskih modelih res bistveno boljše delujejo kot recimo to, kar je danes na razpolago. Tako da me ne skrbi, da v prihodnje ne bi bilo na voljo neko zdravilo, ki bi bilo res bolj učinkovito. Vse to mogoče bi bilo fajn še na nek način pokazati, kako gre sam postopek od nekako prepoznave redke bolezni oziroma od same, rečemo, genetske diagnoze, kako gre ta postopek potem do enega že klinično preizkušanega oziroma že do registriranega zdravila. Ker tle, če gledaš na nek način, koliko je zdravil v zgodnjih fazah na organelih, na celičnih kulturah, recimo, je v bistvu število zdravil, pa število raziskav je zelo veliko, čim bolj greš pa v to neko bolj klinično stran, se pa drastično zmanjšuje to število teh raziskav. A lahko mogoče, ker tudi vem, da seveda si vključen v eno tako razvoj zdravila, mogoče malo še ta postopek pojasni. Ja, to je kar kompleksen proces, in v bistvu težek proces, dolgotrajen proces in nikoli v bistvu ni zagotovila, da bo učinkovit in oziroma da se bo uspešno zaključil z razvojem uspešnega zdravila. In tako kot si rekel, to na celicah marsikaj lahko deluje, ampak celice so daleč od živali, in živali so daleč od človeka. Recimo vsi ti živalski modeli lahko krasno zdravilo funkcionira v živalskih modelih, ampak ko pride na človeka, je nemalo primerov, kjer v bistvu je pa ta preskok potem bil takšen, da v bistvu zdravilo ni bilo učinkovito ali pa da je celo bolnikom škodilo. Tako da je to zelo zahtevano. In na celicah je, tako kot si rekel, na desetine, na stotine različnih zdravil. Pa ko pride, bolj ko gre to v neko klinično študijo, manj je teh možnosti in bolj so rigorozne nekako te v bistvu zaščitni ukrepi, kar je prav seveda zato, da bi se bolnikom ne škodilo, ampak potencialno pomagalo. Tako da v bistvu moraš imeti neko osnovi, ko ugotoviš, recimo, da če recimo se lotiš neke genske bolezni, monogenske bolezni, ker veš, da je samo en gen okvarjen, moraš najprej zelo dobro razumeti, kaj ta gen dela v telesu, potem ali je recimo ta gen pomemben v fazi, ko je otrok plod, ali je celo življenje pomemben gen, kje v telesu se izraža, zato ker tudi, ko boš zdrav, moraš vedeti, katere celice ti želiš in kdaj v bistvu zdraviti. In potem v bistvu nekako, ko začneš razvijati zdravilo, moraš tudi si izbrati pravo tehnologijo in teh možnosti danes je neomejeno, skoraj neomejeno, seveda omejeno, ampak je res ogromen pristopov, ki so legitimni, imajo svoje prednosti, recimo, če ti zdravilo jemlješ peros, potem pa se izkaže, da bolniku ne koristi, ga lahko nehaš imati in začneš drugo zdravilo imati. Če pa ti recimo enkrat daš gensko terapijo, je to v telesu in tega ne moreš več iz bolnika. Tako da vsaka tehnologija ima neke svoje prednosti in slabosti. Tako da, ko izbereš tehnologijo, potem to preveriš na celicah, iz celic lahko take majhna tkiva sestaviš, organele, lahko na teh organelih to preveriš, ker je že bolj podoben nekemu dogajanju v človeškem telesu. Potem pa je tipično treba, če še ni razvit živalski model, se pravi
ponavadi na miškah ali pa na podganah, narediš tako, podganco, ki nosi gensko okvaro, kot jo ima bolnik, in probaš v bistvu s takšnim zdravljenjem potem izboljšati fenotip, rečemo, ampak te klinične znake pri miših. In če je to recimo na teh živalskih modelih, potem se izkaže za uspešno, potem je treba potem pa lahko začneš razmišljati, da bi recimo šel v klinično študijo na ljudeh, kjer pa je treba najprej v prvi fazi izdelati produkt na res čist način, se pravi tak način, ki gre po vseh medicinskih standardih, brez nekih primesij, da res imaš zelo čist produkt. In potem, ko imaš tako zdravilo, moraš tudi zasnovati klinično študijo in greš skozi različne faze. Najprej recimo faza 1, kjer predvsem varnost tega zdravila presojaš, potem pa druge študije, kjer pa tudi učinkovitost gledaš. In to mora biti zelo natančno zastavljeno. Prvič, kaj boš dejal, na kakšen način boš dejal, predvsem pa tudi, kako boš spremljal, če te varnost zanima, varnost zdravljenja, ali pa če te učinkovitost zanima, učinkovitost zdravljenja. In to je velikokrat težko pri redkih boleznih, zato ker redkih bolezni niti včasih ne poznamo do obistja, ne poznamo vseh težav, ki jih povzroča bolniku, zato ker je bolnikov tako malo, in je treba mogoče že to bolezen najprej razumeti, da lahko sploh veš, kaj gledati, ali je to vedenje otroka, ali je to gibanje otroka, ali je to vid otroka, tako da različne aspekte moraš pa upoštevati. Tako da je ta proces kar zelo dolgotrajen in v bistvu zahteva ogromen energije in časa, predvsem vseh, ki so vključeni. Je pa treba to res korektno speljati, zato ker če nisi pozoren in ne razmišljaš o vseh možnih aspektih, od tega, kako bi lahko koristil, do tega, kako preprečiti neke stranske učinke, potem se hitro lahko zgodi, da stvari uidejo iz rok in recimo tako zdravilo se vseeno, če se izkaže, da v bistvu ni učinkovito, ampak si res ne želiš, da bi recimo bolniku škodil, ko enkrat vključiš bolnike v tako klinično študijo. Torej, meni je seveda največja uganka, kako pogruntati tisti začeten odmerek za prvega bolnika, kako do tega sploh pride. Ja, to je zahteven proces in v resnici v končni fazi, glede na to, da ponavadi nimaš neskončno sredstvo, ker če bi imel če bi imel res neomejeno finančnih sredstev, potem bi lahko recimo tudi na večjih živalskih modelih, se pravi na primatih, stvari preizkušal, ampak tudi če bi vse aspekte tam preveril, ko greš do človeka, je še zmeraj lahko, je to en skok v neznano. Tako da v končni fazi ta učinek, oziroma odmerek, je treba določiti, mislim, je to tak, v angleščini je dober izraz, educated guess, da v bistvu na podlagi vseh podatkov, ki si jih zbral, se odloča za nek odmerek in za katerega upaš, da je v redkih boleznih, ne moreš iti zelo nizko, pa reči, bodimo samo malo, da vidimo, če je varno. Mora že pri prvih bolnikov, ki daješ, biti tudi nekaj upanja, da je tudi učinkovito zdravljenje, zato ker imaš samo en poskus pri bolniku. Tako da tipično, kar narediš, je to, da recimo pri živalskih modelih najprej vidiš, recimo pri nekih probaš več odmerkov, vidiš, pri katerih odmerkih se recimo pri živalih klinični znaki izboljšajo, in to se točno ve, kako prevesti v odmerek na človeku, ampak potem preizkusiš tudi recimo parkrat više, 3-krat ali pa 10-krat više odmerke pri živalih in si v resnici želiš, da bi pri živalih lahko videl potem recimo neke stranske učinke, ki pa veš, da čez to ne smeš iti. Ali pa, če tega nimaš, potem probaš neko odmerek dati, ker že vidiš v bistvu učinke zdravljenja, hkrati pa pri živalih recimo nisi videl nobenih stranskih učinkov in to nekako prevesti v človeški odmerek, te pa seveda to neko območje in na koncu moraš pa za en odmerek odločiti, tako da in dopustiti možnost, da je bila mogoče ta ocena napačna in da bi mogel ali višji ali pa z višjim ali pa nižjim odmerkom. Ja, pri teh virusnih vektorjih je to pač, da si obsojen na en odmerek in to je to, ker potem je imunski odziv tak, da pač prepreči možnost nekega ponovljenega zdravljenja. Lahko še mogoče vse nekaj rečeva o presajanju novorojencev, da ne greva v bistvu čisto sam na to razvoj zdravila. Kako pomembno je to, da imamo v Sloveniji v bistvu za slovenske otroke tako širok
nabor preiskav, ki jih iščemo in zakaj je pomembno, da bolezen odkrijemo že tako zgodaj. Ja. Zdaj, tako, grobo rečeno, ne, če kar bolezen dozame, tega tudi s temi najsodobnejšimi zdravili praviloma ne moreš povrniti. Ne. Če otrok neha hoditi, lahko njegovo stanje malo izboljšaš v smislu gibanja, ampak tipično tak otrok ne bo shodil. Ali pa če otrok recimo rab pomoč pri dihanju, potem ne moreš upati zelo realno, da bo recimo to kar naenkrat nehal. Zato, kar bolezen dozame, tega tudi zdravljenje ne moreš nadomestiti. Zato se trudiš v bistvu zdraviti, in to zdaj lahko kar globalno rečemo za vse bolezni, čim prej. In v bistvu, v predbolezenski fazi. Ko bolezen še ni manifestna. Ja, nekatere bolezni se že kažejo kot, v obdobju novorojenčka. Čeprav recimo se je že zgodilo pri spinalni mišični atrofiji, da so vedeli, da plod ima recimo spinalno mišično atrofijo, in so že mamo začeli zdraviti pred porodom z zdravilom, tako da je v bistvu to zdravilo že tudi v otroka prišlo in so zdrave že pred rojstvom. Tako da v bistvu tukaj je zelo veliko dogajanja, ampak dejstvo je, da v bistvu prej, ko začneš zdraviti, boljši jezit in boljši učink tega zdravljenja dosežeš. Zdravljenja so zelo draga, tega se sploh še niso kaj dosti dotaknila. Če pride, ja. Ampak ker so zelo draga, moraš probati, ne samo zaradi bolnika, ampak tudi tako probati racionalno porabljati sredstva za zdravstvo, in seveda, če je učinek zgodnjega zdravljenja bistveno boljši, potem ni nobene logike v tem, da bi odlašal, še posebej, če imaš možnost presejanja, tako kot imamo v Sloveniji. In za zdravljenje, za bolezni, kjer obstajajo dobre zdravljenja, učinkovita zdravljenja, ima smisel take bolezni pač v program presejanja uvesti in v bistvu iskati aktivno bolnike s določeno boleznijo in jih takoj začeti zdraviti. Sej, mislim, da imamo srečo, da smo v bistvu uspeli v Sloveniji ta program v bistvu tako razširiti in ga tudi seveda zdaj dopolniti z registrom redkih nemalignih bolezni, katerega skrbnik je tudi pediatrična klinika, da imamo dejansko podatke o vseh bolnikih z redkimi nemalignimi boleznimi v bistvu zbrane. Ja, to je res, tako, včasih se kar ne zavedamo, koliko smo stvari dobro postavljene, in imeti tak register je ključno, zato ker s pomočjo tega registra potem lahko recimo pride novo zdravilo za določeno bolezen in ni treba iskati bolnikov na različne načine, ampak če imaš jih zabeležene v takem registru, lahko z enim klikom praktično dobiš bolnike, ki bi jim tako zdravljenje pomagalo, in je ta komunikacija lažja. Poleg tega v te registre lahko daš, podatke shraniš o tem, kakšno je stanje bolnika, in se zbirajo podatki o tem, kako določena bolezen napreduje s časom ali pa kako se odraža s časom. Tako da to je za naše bolnike res zelo pomemben in imamo srečo, da imamo to tako dobro urejen v Sloveniji. Super. Dajva se dotakniti še ene teme, ki si jo tudi že omenil, ki je, mislim, da je že zdaj, rečemo, problem, verjetno pa bo z razvojem teh naprednih genskih terapij, pa tudi drugih zdravil, celičnih terapij, ki bo postala v bistvu velik problem. Se pravi, to pa je cena tovrstnega zdravljenja. Nekako se predvideva tudi v Združenih državah Amerike, kjer pač so mogoče zaotenk malo že naprej, ampak se predvideva, da bo v nekaj letih tam blizu 100 zdravil na voljo in da bo to pomenilo tam finančni zalogaj 30 do 40 milijard dolarjev. Kaj v bistvu je tisto, kar določa ceno zdravila? In pa ali obstajajo kakšni, tako kot obstajajo inovativna zdravila, se bodo morali razviti tudi neki inovativni načini financiranja tovrstnih zdravljenj, da bo v bistvu to lahko družba na nek način bolnikom omogočila. Ja. To je res zelo pomembno vprašanje in tukaj se šele začenjamo pogovarjati o teh stvarih, je pa to nekaj, kar bo mogla slovenska družba ali pa evropska družba zmer več časa in energije v to vložiti, zato ker najbrž ni države na svetu, ki bi se lahko privoščila čisto vsako zdravljenje, ki je na razpolago,
pa če si ga danes še lahko privošči, pa si ga v naslednjih 5 letih ne bo mogla, ker je razvoj tako velik, ne? To je prava eksplozija teh novih terapij in v bistvu ta zdravila so tipično zelo draga in v bistvu bo nemogoče plačati vsa zdravljenja. Res je, ne, da z razvojem tehnologije se tudi podcenjuje tehnologija in da to smo videli recimo pri genski analizi, včasih je bilo celoten genom pogledati izredno drago, danes je cena takega, take analize padla za več razredov velikosti, tako da je v bistvu postalo, to ni več problem in tudi z razvojem verjetno recimo genske nadomestne terapije sem prepričana, da bo te postopki tako se ponastavili, da bo lahko marsikaj precej cenejši, marsikaj korak precej cenejši in se bo dalo v bistvu narediti cenejše terapije. Dejstvo je, da pač v razvoj take terapije velikokrat farmacevtske firme tudi vključijo ceno neuspešnih poskusov, tam, kjer so recimo poskušali razviti neko novo zdravilo, pa se je izkazalo, da ni uspešno, ali pa da poskušajo ta razvoj nekako noter dati. Ampak včasih se pozablja na velikokrat se začne razvoj z nekih akademskih krogov, da neki akademski krogi, ki jih v bistvu davkoplačevalci plačajo, spodbudijo razvoj neke tehnologije, potem pa to farmacevti odkupijo in od tam naprej peljejo in to potem kot nek produkt prodajajo za višjo ceno. Mislim, vse to je legitimno, ampak v bistvu se mi zdi, da mogoče te robovi ali te koliko dodati zraven k ceni zdravila, to pa je nekaj, o čemer se bi mogli pogovarjati. In obstajajo neke inovativne recimo sheme, tako da tudi slovenska zavarovalnica to aktivno razmišlja o tem, recimo, da ne plačaš v celoti 2-milijonskega zdravila ali pa 3-milijonskega zdravila, ampak vsako leto plačaš in recimo, če je to zdravljenje uspešno, prvo leto dobijo en del plačila, če 5. leto še zmeri uspešno, še ta zadnji del dobijo, če pa po drugem letu se kaže, zdravilo ni učinkovito, pa plačilo ne gre do konca. Tako da tukaj neki taki inovativni modeli plačevanja tudi obstajajo in sem prepričan, da bo to v prihodnje še več. Ampak jaz mislim, da ta najbolj napreden del razvoja medicine bo vedno drag, ampak tehnologija se bo pa s časom bo postala bolj poceni in bo bolj dostopna tudi širšim krogom bolnikom, tako da bo verjetno ta del lažje. Ampak sigurno pa je to področje, razvoj teh nekih novih naprednih zdravil prihaja v prav vse veje medicine in bomo mogli znati postaviti pravila, katera zdravila so smiselna in upravičena, katera pa mogoče ne. Da recimo, če bo se izkazalo, da zdravilo 100% pozdravi bolezen, tako zdravljenje verjetno ima smisel in se da vsem bolnikom, če pa zdravljenje prinese mogoče 3% pri hitrosti hoje, je pa to vprašanje, je to mogoče statistično pomembno, ampak vprašanje, če pa klinično pomembno in če to zdrži argument, da je takšno zdravljenje treba plačati prav vsakemu bolniku, zato ker se najbrž da ta denar bolj smotrno uporabiti, za druge stvari, za tega, da lahko imaš dovolj medicinskih sester na neonatalnem oddelku, da lahko dovolj bolnikom, ki imajo pokvarjeno koleno zamenjaš in tako naprej. In tukaj bo treba, moramo zdravniki se v resnici zmeraj bolj odgovorno tudi v tem smislu ukvarjati, pa razmišljati o teh finančnem delu, ker je to, ena sama zdravstvena blagajna in v bistvu, če nekdo več vzame, kakor bi bilo treba, potem zmanjka drugod. Nekje drugje, ja, dejansko je to, kar si rekel, te prve faze razvoja zdravil so ponavadi res nekih akademskih ali pa celo nekih individualnih fundacij, staršev, ki začnejo se organizirati. In potem šele v tej fazi, ko prihajajo klinične raziskave, se dejansko farmacevtske družbe vključijo. In moram reči, da je mene se zelo dotaknila zgodba prav tega zdravila za spinalno mišično atrofijo, ki ga je začel en oče, deklice, ki je imela to bolezen in dejansko je dobil nekega raziskovalca, in ki je potem on na nek način firmo ustanovil, potem je prišla še zraven. Skratka, končalo se je tako, da tisti otrok, ki je bil povod
za Razvoj idejo, zdravila, za svoj ja. razvoj zdravila, tisti otrok na koncu Zdravljenja sploh ne dobil, ja. Kar Ja. je pa svojevrstna ironija. Ja, jaz mislim, da tukaj je zelo tragedija. pomembno to, da v bistvu, da imamo zelo močno to raziskovalno, zdaj govorim za Slovenijo. Mislim, mi v Sloveniji ni nujno, da smo samo uporabniki, da smo samo tisti, ki kupujemo draga zdravila, ampak mislim, da smo zdaj pa že pokazali, ne, da v bistvu smo več kot uspešni tudi v tem, da zdravila sami razvijamo in jih potem lahko uporabljajo bolniki po vsem svetu, ne, zato ker je že več zgodb, saj del te poti prehodili, in saj z zgodbo CTNB1 sindroma smo pa tik pred tem, da bomo lahko v bistvu začeli zdraviti bolnike prvi na svetu, a ne. In v bistvu to, kar hočem reči, da je zelo pomembno je to, da v bistvu, da obstajajo neke formalne poti, a ne. To zbiranje denarja v medijih me zmeraj moti, ne. Me moti zato, ker v bistvu meče slabo luč na slovenski zdravstveni sistem, bo neupravičeno, zato ker v bistvu je v slovenskem zdravstvenem sistemu, mislim, da je za bolnike z redkimi boleznimi zelo dobro poskrbljeno, ne. In v bistvu jasno pa je, da da neka skupina staršev, ki imajo otroke z določeno redko boleznijo, za katero sploh noben ne ve, pa nihče ne razvija zdravila, da si želi poskusiti, ne, da takšno zdravljenje se spelje in razvije. In zato pravzaprav bi bilo idealno, če ne bi bilo treba zbirati denarja po medijih, ampak da bi obstajale neke poti, da bi recimo zaprosil za te začetne raziskave lahko na javni agenciji za raziskovanje, ne, in v bistvu obstajajo take poti, no, samo je ta sredstva omejena in v bistvu nemogoče je tudi za vse bolezni naenkrat začeti razvijati, ne. Tako da je treba po mojem samo ta raziskovalni del v Sloveniji zelo ukrepiti, tako da bi lahko prišel do takih sredstev, če bi imel dober predlog, kako zdravljenje zgraditi, in da bi v bistvu razbremenil starše te misli, da morajo sami v bistvu razvijati taka zdravila, zbirati denar in v bistvu stati kot ogrodje celotenemu postopku, ampak da bi to sodelovanje skupaj z zdravniki pa raziskovalci, tukaj v bistvu zdravniki še na koncu nekako pridemo v to zgodbo, ampak tudi te predklinični raziskovalci, ki imajo zelo pomembno vlogo v tem začetnih fazah razvoja, ko se zbira tehnologija, ko se zbirajo ti razni parametri, kako v bistvu pristopati k bolezni, da bi skupaj zelo dobro in trdno sodelovali in da bi v bistvu lahko zdravila razvijali na en način, ki bi bil dosti bolj eleganten, kakor to, kar recimo čemur smo danes priča. To, kot si rekel, mislim, da bi bilo dejansko še potrebno izboljšati povezave med, rečemo, predkliniko in kliniko. Saj mislim, da se bo tle v kratkem zgodil še nekaj dodatnih v bistvu povezav, ki bojo še učvrstile to, pa povezanost tudi globalna. Se pravi, kot si rekel, mi smo premajhni, da bi za vse lahko razvijali. Mi lahko za 1-2 bolezni gremo v razvoj, ampak seveda tudi vi, ki razvijate za eno bolezen, imate povezave po celem svetu z bolniki z to boleznijo. In tle je pač ključno, da smo mi kot stroka v Sloveniji vpeti v mednarodne povezave, idealno v Evropi, če ne tudi širše po svetu, da v bistvu omogočimo, če se nekje na drugem koncu sveta razvija neko zdravilo, da je pa bolnik, ki je mogoče tukaj v Sloveniji primeren za to, lahko pride do tega zdravljenja. Se strinjam, neumno bi bilo v bistvu poskušati razviti zdravilo za vse bolezni, v Sloveniji, ampak že je veliko teh iniciativ drugod po svetu in mi potem tudi aktivno starše usmerjamo v te centre, ki recimo prevzamejo pobudo za razvoj enega takega zdravila in lahko zelo aktivno sodelujejo in pomagajo v resnici s tem, da recimo sodelujejo v teh recimo študije naravne zgodovine, kjer se proba razumeti bolezen, in lahko zelo veliko pomagajo bolniki sami pri takšnem razvoju. In več kot je bolnikov, boljše se bolezen razume, bolj natančno lahko, bolj usmerjeno lahko takšno zdravljenje. Tako da se strinjam s tabo, da ta povezanost in da vsak del bremena vzame ali pa del razvoja prevzame, je pomembno. Ampak je pa fino vedeti, da lahko pa seveda tudi s slovenskim znanjem naredimo zelo pomembne korake in v bistvu
korake, ki potem pripeljejo do tega, da mogoče lahko ponudimo varno in učinkovito zdravilo, ki je potem vsem bolnikom z določeno redko boleznijo dostopno po svetu, in ta del je super. Super. Mislim, da so pokrila praktično vse aspekte. Mogoče bi se samo še za konec enega dotaknil. Komunikacija, predvsem starši, jaz se zavedam, to, kar si tudi sam rekel, ne, ena taka huda diagnoza, težka diagnoza bolezni pri otroku je lahko za v bistvu starše en hud udarec, hudo breme. In seveda razumeš, da starši dejansko iščejo vse možne poti, kako po najboljših močeh pomagati otroku. V bistvu pa naj stane, kar hoče. Sej to je v bistvu razumljivo. Kako na nek način v teh časih vseeno z nekim grajenjem medsebojnega zaupanja in v bistvu izmenjavo informacij to sodelovanje v bistvu krepiti. Ja, jaz mislim, da tako, kar nekaj izzivov je danes v družbi, po celem svetu v resnici. Jaz mislim, da recimo s covidom se je ta nekako zaupanje v znanost ali pa v medicino se je malo skrhalo in ljudje velikokrat mislijo, da na podlagi parih Facebook postov lahko boljše razumejo to kot zdravniki, ki se recimo celo življenje ukvarjajo z določeno boleznijo. Jaz mislim, da tukaj tisto, kar bi si želel, je, da bi bolniki in zdravniki dobro komunicirali med seboj, da bi se slišali, da bi razumeli, kaj je možno narediti, česa ni možno narediti in da če so recimo zdravniki, mislim, da se trudimo, da bi bolnikom pripeljali nova zdravila, kar se da hitro, ampak takšna zdravila, za katero vemo, da so varna in učinkovita. Po drugi strani se mi zdelo zelo pomembno, da recimo tudi se razumejo bolniki, da takrat, kadar nimamo takih zdravil na razpolago še, da se malo počaka in da se energija usmeri v druge stvari, recimo, da se proba bolezen bolj razumeti in spodbujati recimo raziskovalno dejavnost ali v Sloveniji ali pa v tujini, zato da se bi bolezen boljše razumeli ali pa da bi se takšno zdravljenje, ki bi bilo učinkovito, razvilo. In da bi znali malo potrpeti in da se slišimo in da se razumemo in da če je daj ni smiselno iti z glavo skozi zid, da se pač pred zidom ustaviš. In tega se mi zdi, da malo manjka, vsak je po svoje pameten in včasih potem delamo en in drugega in se veliko energije zgublja, predvsem pa mogoče dela včasih manj v korist bolnikov, kakor bi bilo to možno. Jaz mislim, da sva izčrpala vse, upam, da aspekte prepoznave zdravljenja redkih bolezni, njihovega družbenega, medicinskega, pa tudi konec koncev ekonomskega pomena. Jaz upam, da se bova še kdaj dobila na kakšnem takem podcastu, da bova mogoče povedala, koliko redkih bolezni lahko danes ali pa takrat, ko bova spet jaz mogoče še malo bolj siv, ti še malo bolj šlank. In bova lahko povedala v bistvu, kako smo začeli uspešno zdraviti marsikatero redko bolezen in da lahko to slovenskim otrokom tudi omogočimo. Jaz upam in trudili se bomo, jaz vsaj zase in verjamem tudi v tvojem imenu lahko to rečem. Jaz sem ti zelo hvaležen, da si vzel čas in v bistvu delil z mano in z najinimi poslušalci v bistvu svoje bogato znanje in izkušnje in upam, da res, da bomo imela priložnost še kdaj takole srečati. Hvala tebi za pogovor. Hvala.